Lepo pozdravljeni na drugem delu tega druženja, te pripovedi, tega predavanja, če se mu tako reče. Torej, kako sem šel pa v Argentino. Prej sem vam povedal, ko sem šel v Ameriko, ampak tudi Argentina se je zgodila po nekem naključju. Ko sem imel predavanje o tej moji misiji, naši misiji po ZDA med Slovenci v Lemontu, je bilo tudi tam 120 ljudi. Imenitno je bilo ta druženja pred veliko nočev, so pač zares dobro obiskano. In jih je zanimalo in na koncu pride ena gospa k meni, pa pravi, joj, to bi pa nas tudi zanimalo, a bi lahko tudi pri nas to povedal. Jaz sem rekel, ni problema, sem že cel mesec v Ameriki, povejte, kam ne pa pridem. Čisto, jaz sem mislil, da je Američanka, pa veste, ampak jaz sem iz Buenos Airesa. In jaz sem pač tak človek, da zagrabam malo za šalo, malo za res. Sem rekel, ni problema, pa pridem še tja, sem vam tam tudi žlahto in res jo imam. In potem se je zgodilo dopisovanje. Zdaj, kako da vam jaz tam žlahto, ko sem Gorenc? Moj prvi tast je bil doma z Brkino, z Hrušice pri Podgradu. Njegove dve sestri in brat so se preselili v Argentino. In tam imajo svoj rod. Tam imam torej jaz zdaj žlahto. Moja soproga, prva, ima tam bratrance in sestrične. Torej po tej plati ni problema, jaz sem šel v žlahti. Ja? Po drugi strani je pa seveda gospa Voltažer pa vse naredila, da je začela animirati te Slovence v Argentini. Jaz nisem za to čisto nič naredil. Ker sem mislil, da je to pač samo tako priložnostno bilo. Ampak jaz sem že v Lemontu čez 2 dni dobil pošto iz Buenos Airesa, ki je podpisal nek gospod Kastelic, ki je bil takrat podpredsednik Zedinjene Slovenije. Tomaš, mislim, da bo ime. In on je rekel, slišimo, da prihajate, dobrodošli med nami. No, pa se je pa začel. In pa smo začeli pač pripravljati itinerar. Jaz za take stvari zagrabam in grem. Dokler še lahko hodim, zakaj pa ne. In sem se torej jeseni novembra odpravil v Argentino. Zdaj spet je bilo tako, kot je bilo pri Ameriki. Tukaj v Ljubljani sem dobil seznam naslovov. To je bilo vse. Jaz sem si vseeno, da bodo rekli, ta je pa rekel, tega smo pa animirali. Ampak vseeno, zakaj pa? Se ne sekiram, se to znam sam. In sem torej to pripravil sam. In spet med podporniki, med tistimi, ki so verjeli to ekspedicijo, je bila spet Slovenska matica. In so šel nekaj manjka z istim paketom knjig na ključkih tudi v Argentino, da se prav razumemo. Nekaj moč nesti s sabo in seveda nesti 30 knjig je pač malo problematično, če da se nekaj treba vlačiti. To je bilo pa nobel in res odlično. No in tako sem se jaz res odpravil tja, ne vedoč, kaj pravzaprav vse me čaka. Ampak še prej sem se v parlamentu po srečanju Slovencev z celega sveta in zamejstva na kosilu z ljudmi iz Zedinjene Slovenije. In vse smo dorekli in bili smo prijatelji. Potem se je pa to bližalo in kar naenkrat sem začutil na stran nek dvom. Okej, pa je, ne. In potem sem dobil plakat s prireditvami slovenskih društev v novembru. Pa ni več spodaj pisali vabljeni, ali pa veseli bomo, če nas obiščete. Ampak plakat, dober, za mene je bilo dober. In jaz sem potem po teh naslovih šel in sem rekel, sem grem. In potem sem te in on organizatorje pač poklical, pokontaktiral, moj itinerar se je napolnil, moja žlahta me sprejela in gremo mi v Argentino. No, potem se pa dogajajo lepe stvari. Namreč, preden sem jaz odletel, sem iskal koga od teh aktivnih Slovencev bi še na nek način vpletel v zgodbo. In berem Svobodno Slovenijo, se veste, da tam se redno tedensko pišejo teh, in kar naenkrat naslov Slovenski glasbeniki v Argentini. Rok Fink. Okej, preberem prvič stavek, drugi. Pa začnimo pri Antonu Dermoti. Anton Dermota je pa v naši hiši, kjer je naša organizacija, torej v Mežnariji nad Kropo, mladost preživela pa še pol sveta. In je seveda 9-krat pel v Teatru Kolon.
In jaz ti preberem, ta človek je pa nekaj, ta pa znam, ne. In ga poiščem, ga dobim in Rok Fink je postal potem moj angel varuh poti po Argentini. Vse, česar nisem vedel, je po gorenjsko rečeno zrihtal on. In mi ni bilo več težko ne razmišljati, kam bom šel, ne razmišljati, komu bom šel, kajti te osnovne informacije, te osnovne usmeritve, pomoči je on zagotovil. No in potem se je imela, kje bi se dobila, prav, se te lahko pridem na letališče iskati. Prav, vse sem taksist in da bi šel s taksijem iskati, ker pač ob tem, da je penzionist, za boljše preživetje vozi še taksija. In sem se torej pelal z Rokom Finkom, taksistom, mojim prijateljem zdajle, v središče Buenos Airesa, kjer se je ta zgodba potem začela. In grem zdaj seveda k samemu začetku, spet smo na tem, kdaj v Argentino pridejo Slovenci. Pridejo seveda najprej tam okoli leta 1860. Takrat se Argentina pa Avstro-Ogrska dogovorita, da se kar večja skupina kmetov predvsem iz teh slovenskih pokrajin sistematično naseli v okolico, širšo okolico Buenos Airesa in recimo tam, kjer Rosario, pa še kam, ampak ne preveč daleč. Naloga je bila pa ena. Torej, to, kar znajo, s tem ne bi začeli, kmetijstvo. To je bila torej prva skupina, prvi val. Ja. Bom kar sprot povedal, o tem valu se komaj da še kaj ve in ta val, ti ljudje so se večinoma, tudi po mnenju argentinskih Slovencov, popolnoma asimilirali. Tako da je zdaj naloga najti pravzaprav te korenine težja, kot bi si človek mislil. In tako pač je, ampak stvari tečejo v pozitivno smer. Na drugi val je bil spet seveda o prelomu tam okrog leta 1900, ampak spet ne veliko. Pa se pa spet zgodi obdobje po prvi svetovni vojni, med obema vojnama, ko se pa tudi v Argentino seveda prisili pa največ Primorcev. Vi veste, kakšna je bila zgodba na Primorskem, vi veste za fašizem, za ekonomsko situacijo in mislim, da je takrat šlo v Argentino 25,000 Primorcev. In spet tudi Prekmurcev. In to je bila ta, rekel, medvojna, osrednja, glavna skupina. Ti ljudi imajo zdaj danes še živeče potomce, od katerih pa mnogi ne govorijo več slovensko, in ki se s kasnejšo slovensko emigracijo, tisto po drugi svetovni vojni, niti niso tako povezovali, kot bi to želeli, zdaj to boljša. No in potem seveda druga svetovna vojna in potem seveda vsem nam znana kalvarija, bega pred novim sistemom, Karavanke, Ljubelj, Vetrin, Špital in druga taborišča za naše ljudi, žal tudi morija, ki se zraven zgodi na naši strani. Jaz temu vedno tako rečem, Prešeren je napisal, kako strašna slepota je človeka. Slovenec že mori Slovenca, brata. To je za mene zadosten okvir, da znotraj njega sam razmišljam, kako in kaj, in dejstvo je, da je to naša nacionalna travma, ki jo ne znamo razrešiti. Ampak v redu, ta skupina pride, menda je to 6,000 ljudi. Zanimivo nam je to in je to, da so med njimi mnogi izobraženci, profesori, skladatelji, umetniki, skratka ljudje znani najrazličnejšimi. In da se seveda takoj, ampak takoj lotijo organiziranosti Slovencov v Argentini na nekem višjem nivoju. Vse to so že na Koroškem naredili, že v taboriščih so bili organizirani, pa so bile šole, pa je bilo ni da ni, kaj vse, to vemo vedno več in hvala Bogu je, da začenjamo vedno več, vedno, da se nam vedno več pove in da vedno več tega dokumentiramo. In zato se seveda nekatere strukture, predvsem v Buenos Airesu, pa Bariloche postavlja na zelo visokem nivoju. Tam ni ljubiteljskih, da nam neko amaterskih začetkov. Tam se začne vse z nekim znanjem. Zato vse na nek način zraste v eno, ko ne pa rečem, prepričljivost, na katerem koli področju je že to. Pa ne bodo to šole, katerekoli že, pa ne bodo to kulturne skupine, gledališke, pevski zbori, naj bo to gospodarstvo, podjetništvo. To so vse dela ljudje znani, ki so pač imeli to srečo, da so
tudi znanje na svojem begu v boljše življenje nese seboj. Tako to je. Ne? No in ta skupina je tudi danes med Slovenci v Argentini najbolj organizirana, je tudi mogoče najbolj vplivna, je tudi najbolj dejavna in najbolj se veže največ drugih oblik dejavnosti, ki so značilne bile že prej v Ameriki. Imajo recimo časopis, tednik, Svobodna Slovenija, imajo radijsko oddajo, mislim, da se imenuje Slovensko okence v svet, nekaj takega. Potem imajo seveda znotraj svojih organizacij založniško dejavnost. Jaz sem videl zbirko tam izdanih knjig, človek je v supu, tu gre stotine naslovov v tem povojnem času. In čeprav je to seveda literatura, ki je v marsikaterem primeru obtežena s to travmo, te strašne izkušnje povojne, je to še vedno seveda pripoved, ki je vedno bolj relevantna, iz katere se vedno bolj učimo o tem, kar se je dejansko dogajalo in zgodilo. Tako da to ne moramo kar zavreči, o tem moramo kaj vedeti in to mora biti del našega bogatstva. Kakorkoli že to nekdo ocenjuje. No, bom se na nek način obrnil na izkušnjo, ki se me je seveda najprej dotaknila v Buenos Airesu. Okrog Buenos Airesa je približno, mislim, da 6 slovenskih društev, ki se vsako drugače imenuje. Slovenska hiša, Slovenska vas, Slovenski dom, potem domovi, ki so poimenovani po posameznih krajih tam okrog, ali pa po posameznih, kot je recimo Hladnikov dom. Skratka, teh društev je okrog Buenos Airesa 6, pa še v središču in tam se dogaja praktično vse, kar se v tej skupnosti dogaja. Na nek način je to tudi koordinirano znotraj že prej omenjene Zedinjene Slovenije. Oni nekako povezujejo vse te društva, vse te slovenske oblike organiziranosti. Zraven je pa še Slovenska kulturna akcija, ki pa je mogoče malo bolj kulturno, se že ime pove, kulturno usmerjena. Tam se pravzaprav skrbi za mnogo dogodkov, kulturnih dogodkov na neki višji ravni. Tam je založništvo doma. Skratka, te dve organizaciji sta sicer povezovani za slovensko skupnost, ampak vsaka na nek svoj način. Velikokrat tudi povezano, kar je seveda dobro. No, jaz sem se odločil in sem te ustanove, mi nate zameril, če jih bom kar prebral, da se nam preveč mučil, ker vsega se pa le ne zapomnim, jih bom prebral. Recimo, to je Društvo Slovenska pristava, potem je Hladnikov dom v Slovenski vasi in potem je naš dom San Justo, potem je Slomškov dom v Ramos Mejía, potem je Slovenski dom v Carapachaju in potem je Slovenski dom v San Martinu. Skratka, vse to je v Buenos Airesu. In to kar brbota. Mene so spet najbolj navdušile šole. Šole. Jaz sem videl vseh slovenskih šolah, kar jih tam je, tudi na srednji šoli, mislim, da se imenuje po ravnatelju Bajuku. In mene je ta mladina prepričala predvsem zaradi njihove pripadnosti. Oni so radi Slovenci. Oni so preprosto radi Slovenci. A veš, bom kar tako povedal, no recimo na Koroškem sem v času kakšni slovenski skupnosti, tudi v šoli, ne nazadnje sem vodil zbor, pa poznam na to sceno in že dolgo vodimo skupine na Koroško. Ampak veste, otroci, ki nastopajo, se potrudijo po slovensk, ki pa grejo k igri, ko so sami, jih pa marsikemu odnese, veliko kar daleč proč od slovenščine. Kar tako je. Govorijo najbolj, kar lahko rečem po domače, kar tudi žal izginja, predvsem pa po svoje. In tam slovenščine v glavnem ni. Ma te v Argentini, te v Buenos Airesu, v teh šolah, oni so živeli, ki so se med sabo pogovarjali še naprej po slovensko. To je mene fasciniralo. Potem je fasciniralo, kako predanje so pač učiteljici, ki to učijo. In to neobremenjeno.
Zato, da bodo vedeli, zakaj so Slovenci in zakaj je imenitno biti Slovenci. Resno. In potem sem videl tudi mlajše ljudi, ki pravzaprav zato zagrabijo z obema rokama, ni važno, pojejo v pevskih zborih, ki pojejo odlično, ali plešejo v folklornih skupinah, ki so imenitne, ker imajo strokovno pomoč. In to bolj nas. Ali so to gledališke skupine, ki seveda se res posvečajo slovenski besedi, tako da človek reče Ja, to me je res fasciniralo. Zraven me je fascinirala ta slovenska radoživnost. Jaz sem bil na parih teh z plakata prebranih dogodkih, posod je bil najprej program, bilo je imenitno, bilo je lepo, bilo je v nošah, bilo je pod recimo scenarijo Blejski grad, pa moj stol, tako da mi je kar lepo bilo pri srcu. Ampak potem, ko so se družili spet, lepo vas prosim, ti ljudje so tako radi oziroma so radi slovenska skupnost, da človek reče, res, včasih bi bilo dobro, da bi tudi pri nas tako. Čeprav pri nas je, ampak tako, kot oni znajo, ampak res s srcem in dušo uživati po slovensko in srečaš kar tako. No, potem bom zdaj preskočil še eno ustanovo, ki je povsod v našem zamenskem, pa tudi v našem prostoru pomembna, to je seveda vera in cerkev. Praktično vse te lokacije, ki sem prebral vam jih, imajo tudi svoje cerkve. In tam noter so seveda ustvarjali naši likovni ustvarjalci, recimo Bara Remec, sem se zapomnil njena dela, pa še drugi, da nam preveč naštel, ampak ona mi je res ostala v spominu. In tam je spet ta prepričanost zraven. Jaz sem srečal tam nekaj zanimivega Gorenca, prej je bil župnik na Breznici, to je moja fara, tam sem jaz doma. Malko se piše, ki je bil ravno imenovan za župnika v Buenos Airesu, zdaj so ga predstavili v Mendozo. In sem zato še toliko več pravzaprav teh raznih informacij iz prve roke, predvsem pa doživeti, smel doživeti. Dobro, pustimo zdaj za hipec Buenos Aires, kamor sem se vrnil in sem potem odkril eno drugo zgodbo na višjem nivoju še. In se odpravimo naprej po Argentini, da mi nam spet cajta zmanjkalo, jaz sem se odločil, da bom naredil en tak krog. Ko ne rečem, prej je bil zemljevid, a ga bom najdel, mogoče pa bom, da ga ne. Zemljevid od Buenos Airesa do Andov, sem rekel, grem čez Pampo do Barilocheja, iz Barilocheja grem v Mendozo in potem sem sicer v Mendozi, mi so bili dalj časa, pa bom povedal, zakaj nisem dolgo zdržal, oziroma sem se z veseljem vrnil v Buenos Aires. Torej, tista vožnja, jaz sem šel z avtobusom. Ne z avionom nič ne vidiš. Še če je oblačen, je to samo vožnja. Z avtobusom sem jaz Argentino srkal, spoznaval, videl Pampo, videl nič od ne vem česa, tam se po mojih merilih ne da živeti, ampak tam so ljudje, ki živijo tam. In je bilo zares, neka nova dimenzija. Potem pa kar naenkrat na koncu tega dolgega potovanja po niču, samo grmovje, mislim, res neatraktivno, padeš, kot da si preletel na Gorenjsko, ali pa v Švico, ali pa pač pod Alpe. In to je, padeš pod Ande. In tam je Bariloche. Za Bariloche vse vemo, ne bom opisoval, ampak dejstvo je, da je tam tako, kot da si doma. Arhitektura je alpska. Vse, kar vidiš, spominja na to, kar je pri nas, ali pa na Koroškem, ali pa v Švici in tako naprej. Skratka, nekaj vrste sporočilo časa, ko so tam naseljevali in Slovenci, in drugi, tam je ogromno nemško govorečih ljudi, vemo malo tudi zaradi katerih razlogov, ampak tako pač je, ne. Neka druga Argentina, ki je drugje ni. No in tam sem srečal Slovensko planinsko društvo. Slovensko planinsko društvo je gospod Milan Magister, je predsednik, zelo se je potrudil, da bi vozil okoli in da sem videl te lepe razglede. Ampak najbolj je pa zanimiva ta štorija, kako so pravzaprav Slovenci začeli to planinstvo razvijati. Po drugi svetovni vojni pride cel kup mladih ljudi, planincev, smučarjev, in prenesejo to, kar so počeli tu. Začeli so lesti v hribe in so na nek način upeljali eno novo dejavnost, ki jo imenujejo andinizem. Ne alpinizem, ampak andinizem. Prej se po teh hribih ni plezal. Naši z Bleda, z Jesenic,
Zgornje Savske doline, pač te naši, alpinisti, so tam začeli s to dejavnost tudi zato, da so od tega nekaj imeli, predvsem pa za svojo lastno potrebo. In potem gledaš okrog vrhove, ki se imenujejo po teh naših slovenskih plezalcih. Pa slovenske smeri, ki se imenujejo slovenskimi besedami. Pa najbolj simboličen Tronador, ki je pravzaprav Triglav. Ja? In si vstopil, kako pravzaprav so razširili neke vrste, slovensko sporočilo na čist drug način tudi v ta prostor. Še danes so pravzaprav srednje planinsko društvo, ki pa ni samo to, oni imajo tudi knjižnico, oni imajo tudi šolo, oni imajo tudi kulturne dejavnosti, oni imajo spet svoj dom, se mislim, da nekaj fotografijo boste to videli. Dejstvo je, da človek reče, kaj pa dol, recimo njihov zbor je 94 ljudi in ena šala spet, oziroma anekdota. Ta predsednik, Milan Magister, sedi z menoj, me povabi na eno asado, na eno pojedno in klepetava gor in dol in pa mi našteva te priimke znanih Slovencov, ni da ni malo molje teh imen in potem reče Aranšek in jaz rečem, čakaj Aranšek, pa jaz imam v kropi soseda, ki se piše Aranšek. Prav, a res, se ga poznam. Jaz sem rekel, kako, a je Mars Bariloč? Jaz mislim samo, da je iz Argentine. Ja, prav, ja. Prav, pa še ga poznam, njegova sestra je moja žena. Sem rekel, Kristus, pa ja nisem kaj narobe rekel, se reč, pa bi se v kropi takoj kaj začeli pogovarjati. Pa dejstvo je, da srečaš Slovence marsikaj, zdaj pa tudi ljudi, ki se vračajo v Slovenijo iz Argentine, kar precej. Ti Aranški so zgodba o pevcih, Ivan Aranšek, ki poje v operi, je seveda z iste družine. Tako da sem srečal take slučaje in potem so ti ljudje 10krat to povedali in 10krat to pokazali in bodo vedno znova veseli, če boste prišli in bodo to lahko delili, ker so ponosni na to in radi pokažejo. Živel sem pri eni gospe Klaudiji Kambič, ki je bila vrhunska plezalka, zdaj invalid. Ona je za mene naredila vse. Tam sem bival, ona mi je napisala, vsako jutro sem dobil listek, kaj moram početi, kam moram iti. Skratka, na Niben ni, tam smo doma. In še vse tako zgleda, kot da si doma tisto velikansko jezero, ki je za 50 plejskih, nekje funkcionira približno tako, kot da gledaš na te naše večne vedute, v katerih nam srce igra. Skratka, to je bil Bariloče. In po tej izkušnji, ki je bila prelepa, in bi se takoj še enkrat vrnil, da ne povem, sem se odpeljal spet z avtobusom v Mendozo. Tam je spet slovensko društvo v Mendozi. Veliko, uspešno, ustanovljeno po drugi svetovni vojni. Ja? Tja se naselili tako kot v Bariloče, pač predvsem ti begunci. Izjemno aktivni. Njihov glavni praznik je martinovanje. In ker je to novembra, so oni imeli martinovanje. In cela Mendoza je pozorna na ta praznik, na martinovanje, zato ker v Mendozi takrat ni nič od vina. In tam ta šele zeleni. In ni še obenega grozda in bog naprej ni še obenega vina, ker je bilo res obupno kislo, če bilo iz tistega grozda, kar ga sploh ni. In Slovenci to martinovanje jemljajo zelo zares. Je 4-dnevno in je osrednji dogodek v Mendozi. Torej, Mendoza je sprejela praznik, ki sploh ni njihov, ker oni ga imajo marca. Takrat je v Mendozi grozdje, pa stiskanje, pa vino, pa tako naprej. Mi, Slovenci, ga imamo pa novembra, ker mora novembra biti. In sem šel na koncert, na katerem je pel moj prijatelj Lukas Somoza Ostrc, ki poje v Ljubljani in imel lani koncert pa nas v Kropi, v naših pevci. In pel je Markus Fink in pela je Bernarda Fink in bilo je vrhunsko in bilo je tako na nivoju, da je seveda bila tam tudi kompletna elita Mendoze. No, pa naslednji dan je bilo martinovanje, tako kot je povsod, z vsemi dobrotami, predvsem tekočimi, ampak jaz sem rekel, da bom to preskočil, kajti v Buenos Airesu je bil pa napovedan en imeniten dogodek pri enem slikarju Marjanu Grumu. Marjan Grum je pač kot otrok bežal čez Karavanke z mamo, očeta smo pili, in potem čez Špital, čez Italijo, Argentino, kjer je pač obtežen z vsemi travmami, z vsem tem, kar se jim je dogajalo.
Zrasel enega umetnika, ki ni naredil nobene šole, ker se prav zastopno, on je bil pač priden, je delal pri enem mizarju, zelo dober, in tega je opazil en pleskar, ki je rekel, tale je pa priden, kaj pa če bi se ti še pri meni učil, in je začel seveda malati bel stene in je postal slikar. In zdaj pa najbolj zanimiva zgodba. V najbolj slikovitem delu Buenos Airesa, v La Boki, je on skupaj z ženo ustvaril multikulturno središče. Ta hiša je poslikana. Vse slike govorijo o njegovi zgodbi in o Sloveniji. Kamor pogledaš, so slovenski simboli. To hišo so posvojili vsi umetniki, ki imajo v Buenos Airesu pač svoj dom ravno v La Boki. In ta Marjan Grun je imel tam predstavitev svoje monografije. Bilo je polno na dvorišču, ki je kulturni prostor. In tam so bili in Argentinci, in seveda Slovenci, na vseh možnih nivojih, tudi naša veleposlanica, ki je briljantna, samo to rečem, je bila tam. In je bilo praznično, predvsem pa popolnoma drugače. In on je potem povedal, ja, jaz vem, da sem jaz Slovenc, ampak jaz sem Argentinc. In kot Argentinc bom vse naredil, da se bodo Argentinci med Slovenci čim večkrat dobro počutili in bodo čim raje prišli. In tisti dogodek je bil, recimo, piši praznik, neke simbioze, pač multikulti. Nam rekel, da Argentincu in Slovencu, ker je bilo tam, ma zamisli si, kdo vse je bil tam. Tako da, to je bila izkušnja, ki sem jo zamenjal za martinovanje in imenovan Kožo. Res. Potem pa naprej, spet Rok Fink in moj firmac, kaj in kdaj in kako se spominjajo gostovanja Antona Dramote v Teatru Kolon. Jaz sem prišel tja in sem srečal seveda zgodbo o slovenskih pevcih v Teatru Kolon. Veste, skozi desetletja je bila cela kolonija in so bili mnogi zelo uspešni. Najbolj uspešen pevec te zgodbe je bil Karlo Košuta iz Križa pri Trstu. Tenor svetovne slave. Najboljši Otelo, pred katerim se skrije Domingo. Ja, tako to pač kritika pravi. Torej, Karlo Košuta, Slovenec iz Križa, ker je bil tudi Miroslav Košuta in ostali doma. Torej, o njem, pa s knjigo o Dramoti so se meni vrata odpirala. Mene so sprejeli dvakrat, Teatru Kolon, mene bom karto. Sem poslušal in koncerte, in vaje, in srečal primadono Karlo Filipčič, ki je trenutno na vrhu argentinskih solistk pevk. Zdaj bo pela v Wiesbadenu, Isoldo, ker gostuje po celem svetu. In pole smo spet pri zgodbi v tem, lepo vas prosim, kdo pa ve, da na tem svetu obstaja Karla Filipčič. A mi Slovenci vemo za to, da bi lahko pela tudi v Ljubljani in da bo treba ploskati, da taka primadona sploh pride. In spet smo pri tem, da se premalo poznamo in da smo premalo ponosni na to, kar pravzaprav smo. No, s tem Teatrom Kolon bom počasi zaokrožil, potem se je dogajala naša družinska zgodba, in bom rekel, zdaj pa spet, a je kaj pod črto? Ja, seveda je. Predvsej Slovenska kulturna akcija se je odločila in smo zdaj stalni sodelavci v našem gibanju. Vsi postanki, ki sem jih naštel, so seveda zvedeli tudi za Slovensko matico. In danes, kot rečeno, imam tukaj pošto iz Argentine, pravijo, ne vas lepo pozdrav. S temi Slovenci se da srečati, predvsem zdaj v juliju, ko bodo pač te običajni dnevi, ko Slovenci z celega sveta pridejo v Slovenijo. Včasih smo rekli, da je jesenski piknik, zdaj se to drugače reče, dobrodošli doma, kako že je. Ampak se dogaja milijon zanimivih stvari. V tem kontekstu bomo mi gostili eno skupino mladih fantov, Los Tilios, ne vem, da jim rečem lipeki, ampak nekaj zvezi z lipami to je, ki pojejo slovenske pesmi po argentinsko, argentinske pa po slovensko, znajo pa ene in druge tudi v obeh originalih. Tako da bo to eno zanimivo srečanje. Oglasili so se literati, ki bi radi sodelovali v naših natečajih. Zanimajo se za možnosti v Slovenski matici. Lani je bila predstavitev
mislim, da ravno Slovenske kulturne akcije, ki ima zdaj 72 let, tukaj. In to so vse priložnosti, ki jih moramo večkrat spoznavati, se z njimi na nek način zbližati, spoprijateljiti in potem trajno uporabljati. Če boste karkoli rabili zdaj na to temo Argentina, v temle krogu, ki sem ga jaz prevozil, ki sem ga vam predstavil, dobrodošli z veseljem delimo vse kontakte, kar jih imam. Zdaj pa samo na hitro skozi slikce. Takole izgleda, ko sem se pripeljal po noč v Buenos Aires, ne bilo groza, ker je to ogromno. Tole je slovenski dan v slovenski vasi. Velik praznik na tipično slovenske načine. Ampak vse skupine, top, nič nekaj tako poceni. Pa seveda nekaj takih turističnih, da te prepoznali Buenos Aires. No, tukaj sem v enem hostelu spal, odlično je bilo fajn, hoteli mi to počasijo in smo pa z nekaterimi mojimi kolegicami iz tega hostela celo Slovencev obiskovali. Tole je slovenska hiša, kjer je tudi slovenska kulturna akcija in radio, ki sem ga omenil, tako da tukaj sem se večkrat znajdel, ker je bilo tukaj največ sodelovanja. No, potem taki obiski, kot je ena velikanska knjižnica Ateneo v Buenos Airesu, na gledališču so spremenili v, da narečem, kraljestvo knjig. Potem pa obisk na našem veleposlaništvu. Moram reči, da izjemno prijetna izkušnja z mnogimi konkretnimi koristnimi informacijami, nasveti, večkrat smo bili skupaj na prireditvah. No, tole je moj Ricardo, ki se celo življenje ukvarja z zelenjavo in ker je firma njegovega sina propadla, je rekel, bomo pa še enkrat zelenjavo prodajali, če drugega ne bo kaj imela za jesti, dela pač na novo, čeprav je starejši od mene. Seveda posod tango, še enkrat moj Ricardo in potem, kot sem vam povedal, skok po Dande. To je ta sanski pogled in tam zadaj je Tronador in tole je seveda Milan Magister. Vse ostalo sem povedal že prej, torej, če želite kaj lepega doživeti, morate iti sem, res, ker je vredno tam preživeti par dni. Potem pa seveda pot tam čez, v Bariločeju, je takole, ko sem vam prej razlagal, da ni preveč argentinsko, in da seveda pokažem, da sem res delil tale gradiva Slovenske matice, tukaj Narodna dokaze hrani, Milan Magister je dobil in ključek in gradivo, tako da gledam, to sem jaz zares delal. Pa sem se v Bariločeja seveda poslovil, pokrajina je sanska, neverjetna, takole izgleda tabla na Slovenskem planinskem društvu, in kot rečeno, oni se grejo andinizem, andinsko društvo. Takole je bilo slovo. Takole imajo tudi v tem društvu knjižnico, kulturo, na veliko, skratka ni da ni. Takole imajo, zdaj sem že v Mendozi, na tem nivoju, sicer piše, da je hotel, da je bil spet hostel, ampak na koncu je bil koncert, Lukas je njegov prijatelj, pianist, letos bo ta pela in igrala v Kropi, to je tudi en tak sklep tega popotovanja. Mendoza in povratek v Teatro Colón v Buenos Aires, kot rečeno, mislim, neverjetno. Samo da spovedal, da z drmotom na načinu žlahte so se vsa vrata odprla. Prav zanimiv, sred Argentine. Potem pa to dvorišče Marjana Gruma in Marjan Grum sam, zelo zanimiv umetnik, nekaj posebnega, in njegove slike, o katerih sem govoril, njegova travma, bega čez Karavanke, z seveda simbolom Triglavom, potem poslikana hiša, ki je multikulti center, sredi La Boke, tam je tudi Boca Juniors, znameniti klub, in seveda arhitekt tistega štadiona je bil Primor Sulčič, tako da smo spet Slovenci tam. Ena nenavadna skulptura. Sredi ene umetniške tržnice sem srečal eno umetnico, Laura Marcos se piše, ki je prodajala slikce od La Boke, sem rekel nekaj za spomin kupam,
In povem, da sem iz Slovenije, no, naskočil v zrak, Slovenija je navdušena. Ja, in zakaj je tako navdušena? Ja, udeležila se je Forma Vive v Portorožu. To je njena skulptura, ki jo zdaj vidite, veste, ki je v Piranu na začetku Mandrača. Ja, to je, spodaj pa piše Next Destiny in govori o emigraciji, o migrantih. Ja, to je sporočilo te skulpture, ki je, kot rečeno, v Piranu še danes. Z njo sem zdaj prav res prijatelj. No in tole je seveda ta pevka, o kateri sem govoril, Karla Filipčič, Holm se tudi piše, kot rečeno, nastopa po svetovnih odrih, predvsem je specialistka za Wagnerja, za Straussa, za tiste operne vloge, ki so, recimo temu, težje. No, tako sem nameril, da imam zdaj še Piran zraven, vidite, tako to izgleda tale skulptura. In zdaj nekako preskakujem, to je še enkrat Karla Filipčič, ki kot antropologinja vneto raziskuje zgodbo o svojih koreninah. Namreč oče nič ni povedal, kdo in zakaj je ona Slovenka. Tukaj sem z Markom Čoplom in Lucijo Lučko Oblak, eden z Pristave, eden z doma San Justo. Predvsem pa je Marko Čop, njegov stric je Jaka Čop, znameniti slovenski fotograf, ki je prispeval seveda fotografije za našo knjigo Slovenski kozolc, sem jo podaril in je jo kot vesela. Na ta način sem jaz seveda zgodbo o Buenos Airesu lepo zaključil in spet podčrtal. Izjemno dragocena izkušnja in cel kup možnosti za to, da se prvič predstaviš, da spoznaš in da najdeš poti k sodelovanju. Mi sodimo skupaj in mi moramo delati skupaj, zato smo na tem ljubem svetu. Hvala lepa.